Mimo. Ana, jaz grem v službo. Ne smem biti bozen. Gledam vse v vidu, ko me ne bo. Halo, je kdo doma? Halo, Kaj pa je, Ati? v službo grem. Če boš račila si vzemi nekaj v kuhni, pa ne pozabi še malo svet okoli sebe pogledati, daj meni telefon. Ne, ampak kaj pa naj? Daj. Super si naredila, lep dan ti želim. Adio. Adio. Lačna sem. Vem, kam oče skriva marmelado. Na vrh omare. Joj, marmelade ni več. Ničesar ni več. To je vse, kar je pri hiši. Samo ta na pol suha žemlja. No ja, kaj pa naj, bom pa to pojedla. Aua, kaj pa je to? Prstan, čisto pravi prstan, iz čistega zlata. Ati, je že šel. Gotovo ga je kdo izgubil. In zdaj je žalosten, ker nima več svojega prstana. Ampak kdo bi to lahko bil? Ste ga vi izgubili? Ne. Je vaš prstan? A ste vi izgubili? Nekako je prstan prišel v žemljici. Mogoče je trgovka, ki prodaja žemlje, izgubil tisti prstan. Grem v trgovine. Kaj boš pa ti kupila? Dobar dan, nič ne bi kupila. Poglej, koliko stvari imamo tukaj. Bombone, lisike, čokolada. Nič ne bi kupila. Pa igrače, suho sadje? Ne, nič ne bi kupila. Nič ne boš kupila? Kako si pa to predstavljaš? Če nič ne boš kupila, pa kar ven iz trgovine. Pa res, kar ven iz trgovine. Kaj se pa to pravi? Prideš v trgovino in govoriš, nič ne bom kupila, nič ne bom kupila. Kar ven. Samo nekaj bi vprašala. Pa smo kje drugje. To je trgovina in tu se kupuje, ne pa sprašuje. Kar ven. Ne bodite hudi, prav rada bi kupila nekaj kruha zase in za očeta. Veste, nama ga je zmanjkalo.
Aha! Kruh kupila. Kakšnega pa, črnega, belega ali zemljo ali kifeca, govori. Ampak nimam denarja. Nimaš denarja? Kako si upaš vstopiti v trgovino brez denarja? In če kruh bi kupila, ven. Rada bi vas vprašala, če ste izgubili zlat prstan. Zlat prstan, to je pa zanimivo. Kakšen zlat prstan? V žemljici sem ga našla in tam je bil. Pokaži mi prstan. Izvolite. Kako lep prstan? Iz čistega zlata. Ni vaš, kaj ne? Ne, ni. Ja, je. Ne, niste ga vi izgubili. Jaz sem ga. Ja, ga je. Ne pa niste. Vem, da ste se zlagali. Jaz da lažem. Kakšna nesramnost? Dajte ga nazaj. Ne, Ja, ne, ja, ne, ja, ne. ja, Ne. ja, Ne. ja. Ne. Zlagali sta se. Nista vidvi izgubili prstana. Ne, nisva. Če je pa tako lep, drago bi ga lahko podali. Kako ste grabežljivi? Mislite, da lahko vse prodate? Saj lahko. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Ja pa ja. Lahko podamo lonce. Lahko podamo zvonce. Lahko sladko čokolado. Lahko domačo marmelado. Lahko čisto vse, kar imamo, vse lahko podamo. Čisto vse, kar imamo, vse lahko podamo. Lahko podamo milo. Lahko železno pilo. Lahko podamo stol. Lahko tudi morsko sol. Lahko podamo mleko. Lahko gradbeno opeko. Lahko podamo žlico. Lahko orehovo tortico. Lahko čisto vse, kar imamo, vse lahko podamo. 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 Povejte mi, kdo vama je dal žemljico, ki ste jo prodali mojemu očetu. Pekarica nama je dala. Ona peče kruh in žemlje in preste. Mi ga jih pa podajava. Grem do pekarice, morda je ona izgubila prstan.
nastopić. Zelo dobro, saj že dišijo. Dobar dan, gospa pekarica, dobar dan, gospa pomočnica. Je pa vroče pri vas. Tukaj je vedno vroče. Če hočemo, da bo kruh lepo zapečen, moramo dobro zakoriti v peči, tako da se naredi ta krustljava skorica. Njam, 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 njam. Opa, ne, da se mi kifeci smodijo, moram pogledati. Kako je tukaj lepo. Pa nikoli ne zmanjka kruha. Ko bom velika, bom tudi jaz sama pekla svoj kruh. Pa sploh veš, kako se dela kruh. Ne vem. Moko, vodo, sol in kvas boš vzela. Vse boš skupaj zmešala in boš testo dobila. Testo boš gnetla in gnetla in gnetla in gnetla. In potem ga boš vsaj pustila. Si zapomnila? Vzeti malo moke, malo soli, vodo in zmešati vse. Na kvas si pozabila, brez kvasa ne gre. Še kvas dam noter, malo zmešam in upam, da je to vse. Ne prav vse, zdaj testo zgnesti moraš še. In gnetem, in gnetem. In gneteš, in gneteš. In zdaj dovolj je dela testo vzhajati gre. Kaj to pomeni, da testo vzhaja? Se kaj čudnega dogaja? Majhni mehurčki nastanejo v testo in narastejo v testo. Postane čisto rahlo, če ga potipamo, je čisto mehko. Takega damo v peč na pravo vročino, da se speče kruh. Hurra, zdaj znam spečiti kruh. Ko bom velika, bom tudi jaz pekarica. Kako je to lepo. Nisi mi povedala, kaj te je prineslo sem. Skoraj bi pozabila. V žemnici sem našla prstan. Morda ste ga vidvi izgubili. Prstan? Kakšen prstan. Kako je lep. Ne, nisva ga izgubili. Jaz sploh ne nosim prstanov. Testo se bi mi nabiralo za njimi, če bi jih imela. Mogoče je prstanov že v mohi. Nisva ga vgnetli testo spred, da bi pazili. Mogoče je bil res v moki. Podaj mlina, ki mne je mogel izgubiti ta prstan. Mogoče je bil res mlina. Kje pa se gre v mlin? Kaj po telepoti pa prideš do mlina? Hvala. In hvala, ker ste mi pokazali, kako se peče kruh. Kako že gre malo moko, sol in vodo in zmešati v posodo. Na kvas si čisto pozabila. Brez kvasa ne boš testa dobila. Joj, Mako, kaj bova iz peči vzeti? Tale smrkla ne ve, kam se gre v mlin. Speljala jo bom s poti in ji vzela tist prstan. Veste, koliko denarja dobi za tak prstan? Ohoho, komaj čakam, da jo dobim. Jaz se gre v mlin, jaz bom katole obrnila in bo smrkla padla v moje kremplje. Pst, prihaja! Kaj pa
grejo. Se mi zdela, da je to narobe obrnjeno. Dobar dan, gospod Mlinar. Dobar dan, gospod Mlinar. Dobar dan, za danes si ga prepozna. Zakaj prepozna? To prej pride, prej melje. Za danes imam dovolj pšenice. Saj nisem prinesla pšenice. Resnice? Kakšne resnice? Nisem prinesla pšenice. Aha, kaj pa? Koruzo? Ne, Ječmen? ne, Ajdo? ne. Ja, po kaj pa si prišla? Prišla sem, ker sem našla prstan. Joj, kako predastropota, saj se komaj slišiva. Najdo gobe spliševa, A lahko stavite mlin? da si mi dolžna cekin. A lahko zmanjšate to ropotanje? Nič ne slišim, bolje da utišam mlin. Koliko praviš, da si mi dolžna? Nič nisem dolžna. V žemljici sem našla prstan. Morda ste ga vi izgubili. Ne, ni moj. Lahko ti pa povem nekaj o mlinu, ampak ne vem, če boš razumela. Saj zdaj ni več tako glasno. Ne, pa ne zato, ker je po nemško. Aja, pa zdaj razumem nemško. A so, ja dom pa s tobой. Hallo. Endlich zum Gehen oder was? Hör jetzt. Okay. Ja, hallo. Bei Müller wird der Weizen mal, da kommt dann in den Reinling. Und wenn anstatt mal essen willst, dann isst der Hadenleiling. Und wenn anstatt mal essen willst, dann isst der Hadenleiling. Bei Müller muss das laut sagen, dass der Müller die versteht. Und weil man heute nicht alles hört, wird öfter alles doppelt geht. Weil man heute nicht alles hört, wird öfter alles doppelt geht. Die Mühle malt den Roggen fein, das Brot wird schön und knusprig. Und wenn mal ohne Zeh bleibst, dann isst an Kirs und hat sich's. Und wenn mal ohne Zeh bleibst, dann isst an Kirs und hat sich's. Bitte, Bruder. Bei Müller muss das laut sagen, dass der Müller die versteht. Und weil man heute nicht alles hört, wird öfter alles doppelt geht. Weil man heute nicht alles hört, wird öfter alles doppelt geht. Super, ampak kdo vam da pšenico? Kmet mi da pšenico. Pravim pa kmetu. Nasvidenje, gospod Mlinar. Kaj? Nasvidenje, gospod Mlinar. Na svidanje.
zdaj jo pa bom prelisičila, jo bom in se sama preoblekla Aha. v kmeta. Prej pa tale pravega kmeta zvežem in dam v vrečo. Gospod kmet! Kaj pa je? Halo? Kaj pa je? Halo? Kaj pa je? Halo? Gospod kmet. Dobar dan, jaz sem kmet. Dobar dan, gospod kmet. Rada bi vas vprašala, če ste izgubili zlat prstan. Ja, izgubil sem ga. Je pa nesramen ta kmet. Zlat prstan, končno je moj! Nekaj se mi zdi narobe s tem kmetom. Je to pravi kmet? Kdo pa je? Aha, trgovka se je preoblekla v kmeta. Gospa trgovka, Kaj je? vrni mi prstan. Ne! Ja! Ne! Ja! Ne! Ja! Ne! Ja! Ne! Ja! Hvala, kaj sem me rešila. Danes sem v žemljici našla prstan. Ste ga vi izgubili, gospod kmet? O Jezus Marija, to je moj prstan, kako si ga našla? Ugriznila sem v žemljici in tam je bil. Joj, kako sem vesel, da si ga dobila. Ravno ti, ravno punca z dobrim srcem, ki si se podala na celo to pot, da mi ga vrnila. Že ves teden ga iščem. A res? Ja, iskal sem že povsod. V posleju, v cevi od banje, v špajzi, v sedežku v traktorju. Iskal sem celo na Nini med slavo. Veš, koliko je to slave? Veš, koliko je to nil? Potem je pa to res poseben prstan. Ja, veš kako posebno. Imaš še malo časa? Seveda imam. No, potem ti bom pa povedal, kako tega posebno. Cooler Bauer. Spomladi pšenico sejal sem, požel sem jo vse po jeseni. Takrat se je izgubil prstan, ki meni veliko pomeni. Ta prstan na grebu v družini, 100 let je očeta na sina. Sem upal, da ni padel pšenico, ker težko od sebe prišel iz mlina. Povsod sem iskal ga obram, brez volje se je že začelo. A ti mi prineseš moj prstan, da plešiva skupaj veselo. Hvala ti, kako ti je že ime? Ana sem. Hvala, Ana, ker si mi prinesla ta prstan. Hvala. Kaj naj ti dam v zahvalo? Poglej, tole vreče pšenice ti dam. Hvala, nesla je bom k mlinarju, da mi zmelje v mokro. Nasvidenje. Nasvidenje, ko bi ti videla, kako ti sem hvaležen. Moj prstan, moj prelepi prstan, ko bi ti videla, koliko mi pomeni. Mladenka, Rada bi zmela tole pšenico. kaj bi rada potico? Ne potico. Rada bi zmela tole pšenico v mokro. Moko bi rada. Ampak tako povej, tule imaš moko in skreč na pot. Hvala. Gospa pekarica. Joj, kako je vroče. Gospa
pekarica prinesla samo kruh in lahko naredili kruh iz nje. Seveda, chcete delati pečeno kruh? Gleda, ne boš čakala. Takrat talec misli, da ga pravkar spekli. Hvala. Srečno pot. Srečno pot. Gospa trgovka, se skrivate? Vas je sram. Jo je sram. Kmetu sem vrnila prstan in zelo ga je bil vesel. Vrnila si ga, škoda. Zakaj škoda? Če bi medvedo bili prstan, bi ga prodali. Veliko denar. Samo za denar se vam gre. Mislite, da lahko vse prodate? Saj lahko. Vse se lahko proda. Ne pa ne. Ja pa ja. Čisto vse, kar imamo, je le to, kar drugim damo. Ne smete več lagati, drugače bom vsem povedala, da sta lažnivki in nihče ne bo več kupoval programa. Joj ne, potem bo morala zapreti trgovino. Kaj bom pa jaz delala? Samo končati prakso. Prosim, ne bomo več lagali, prosim. Bomo videli, nasvidenje. Ana, kje si? Tukaj sem, Ati. Ana, kje si bila? To je dolga zgodba. V žebljici sem našla prstan. Prstan? Ja, in veš, sem iskala, kdo ga je izgubil. In veš, kdo ga je izgubil? Ne, kdo? Kmet, ki je sejal žito. In kmet mi je zahvalil za pšenico. Šla sem k mlinarju, ki mi zmelje v moko. Potem sem šla k pekarici in ona mi je spekla hlebec kruha. Jaz pa sem ti prinesla hlebec kruha. Prav ponosen sem na te. In veš, kaj sem se še naučila? Pšenico sem vzela, v mlinu sem jo zmela, mlin ga sohumi in eni dva in tri. Sta mlinarem dobila, sem moko tam dobila, to sem rekel šla in eni dvi in dva. Naučil me je dosti pekati, stronosi in novih hlebeca in eni dvi in dva. Olačna sem zavesti, za štuke albesta, tak počem piškom, do lesarja nekom potov. 6 min je sana pita, od krompirja nisem sita, ne diši mi juha, vzela bi le kos kruha.
Bravo!